Slab začetek, dober konec bi preprosto opisal knjigo vseh stvari. Čudovito delo, ki pretrese, a daje upanje, da se lahko vse srečno konča, če tudi na začetku ni videti tako. V prebranih celicah sta jo brala Tosja in Maruša. Tomas ve, kaj bo, ko odraste. Srečen. A kako postane srečen? Soseda, ki je v resnici čarovnica, ve, če želiš postati srečen, moraš poskrbeti, da te ni strah. Tosja, a hočeš reči, da je najin osrednji junak Tomas nesrečen? Ja, na začetku knjige je Tomas res je nesrečen zaradi razmer v družini, ampak potem pač čez čas s pomočjo Margot, Elize in gospe Van Armsford postane srečen. Tole je v bistvu Tomasov dnevnik. Nažalost so notri tudi napisane besede očetovega nasilja do družine. Kakšen je bil pravzaprav oče do otrok, do mame, do drugih ljudi? Ja, oče je bil pač res zelo nasilno se obnašal, je tudi tepel pač otroke pa njegovo ženo, mati od Tomasa. Pa tudi, če mu kaj ni bilo všeč, kar so oni mislili, jih je takoj utišal in jim pač zamenjal njihovo mnenje z nečim, kar se je njemu zdelo bolj prav. Ampak tale knjiga je pa tudi dokaz, da se nasilje lahko konča. In zato sedaj urednico tega dela, Ireno Misvolšak, sprašujem, kaj je ključno sporočilo te knjige tistim, ki so morda žrtve nasilja v družini? Pozdravljeni. Danes je težko najti prave prijatelje in ljudi, na katere se lahko zaneseš. Prav zato moramo vedno misliti na soljudi in nameniti pozornost in prijaznost, kot recimo gospa von Amersfoort v tejle zgodbi. Včasih pa je dovolj, da komu stojimo samo ob strani in ga poslušamo. Tomas je želel postati srečen človek, človek pa je lahko srečen le, če misli tudi na druge. Hvala lepa, Irena. Tosja, kako pa bi ti, na primer, pomagal prijateljem, če bi bili v stiski? Če bi prijatelj moj bil v stiski, bi ga najbrž pač ga pospremil v kakšni svetovalni delavki, da bi mu ona kaj pomagala. V resnici pa dosti dvomim, da bi se mi to v družbi sploh pa pač prišli do te teme, da bi si kdo sploh upal pač kaj tazga zaupati. Ja, v bistvu je zato potrebno veliko poguma, ne? Ja. Ampak se strinja z mano, da če zberemo ta pogum, če se zaupamo ali prijateljem, ali staršem, ali šolskim delavcem, kot ti praviš, s tem v bistvu že veliko stvari rešimo, ne? In lahko potem postanemo v bistvu, kot je naš Tomas na koncu knjige. Kaj ti meniš? Srečen. Wow, hvala za te misli. Upam, da boste tudi tekmovalci srečni potem, ko boste odgovorili na tole vprašanje. Kaj v delu knjiga vseh stvari predstavlja ključ do sreče? A. Razvijanje lastnih sposobnosti in krepitev poguma. B. Izogibanje konfliktom in ohranjanje miru. C. Prepoznavanje lastnih napak in priznanje porazov. Ali D. Zaupanje v druge in medsebojna pomoč. Naj bodo pritisnili tekmovalci tokrat. Ja, ekipi sta skoraj istočasno pritisnili D, zaupanje v druge in medsebojna pomoč. To se nam zaupa, da Tomas najde srečo s pomočjo svojih bližnjih, ki so mu v oporo. Zgodba poudarja, da je pomembno biti pozoren na druge, jih poslušati in jim pomagati. Pravilen je seveda odgovor D, ki je prinesel obema ekipama po 5 točk. En aplavz!